No, lepo pozdravljeni na Vodnikovi domačiji, nekateri ste že tukaj bili, odkar smo nazaj v prenovljenih prostorih. Danes smo se pa zbrali seveda, ker slavimo prvič izid Majine slikanice, avtorske povabilo, ki je šla včeraj. Jaz se hecam včasih, se počutim tako, da sem v Charliju in tovarni čokolade, ko vse knjige gledam, kjer ima povabilo za čajanko, tako da je ena taka lepa stvar tudi je Maja skrila v knjige. Danes pa smo tukaj tudi na pogovoru, ki ga bo vodil Andrej Hočevar iz Ljubljane, UNESCO-vega mesta literature, in se bo pogovarjal z Majo, vam tudi kaj več povedal, potem pa tudi Maja seveda o samem nastajanju. Seveda, ker je ob koncu pogovora, če bo kdo želel, pa še ni videl razstave, vam bomo tudi odprli galerijo, ki je sicer po 7 zaprta, ampak mogoče, da se še skupaj sprehodite čez originale. To je ena redkih priložnosti, ker je toliko originalov enega avtorja na kupu razstavljenih. Tako da, zdaj pa kar vaju vabim na oder. Tako da... Ok, hvala Maša, lepo pozdravljeni. Se bomo, super. Lepo, da ste prišli. Hvala Maja tebi, ki si danes že od jutra pravzaprav tukaj na domačiji in si danes čist naša. Maja bo najprej predstavila, kot že vidite, nekaj o nastanku njene zadnje knjige, potem se bo pa še malo pogovarjala o marsičem, predvsem o stvarih povezanih z ilustracijo, njenimi deli in njenimi knjigami. Maja, kot veste, je sicer večkrat nagrajena ilustratorka, da je njena zadnja avtorska knjiga šla včeraj, smo že slišali, jih je pa predtem išlo še kar nekaj, o katerih bi se tudi malo kasneje rad pogovarjal, pa te vprašal kako stvar, ki me kot urednika, kot bralca in čisto kot opazovalca pravzaprav zelo zanima. Začeli pa bomo, kot rečeno, s tvojo predstavitvijo, tako da vzemi mikrofon, daljinca, če ga imaš, ne vem, kako smo to naredili, ja? In se loti po svoje, potem pa, ko končaš, pa še poklepetava, prav? Ok. Vse najprej lepo pozdravljam, hvala, ker ste prišli, danes je res tako gost dan, pa vem, da se posod veliko dogaja, tako da sem hvaležna za obisk. Ko smo se pogovarjali, kako bi naredili tole predstavitev, so mi punce predlagale, da naredim takole en PDF-ček, pa mogoče za tiste, ki se ne srečujejo vsak dan s slikanicami, bo zanimivo za pogledati. Jaz sicer sem slabo slikala vmes, ko sem delala, ko sem tako noter padeš, pa pol takrat, ko je najbolj zanimivo, pozabiš fotkati, ampak nekaj pa vseeno imam, tako da najprej, kako nastane taka, konkretno ta slikanica, ki je včeraj izšla, kako je nastala. Takole je povabilo, naj še rečem, tole je pa fotka svetlobne table, to je en vmesnih korakov, ko se pred originalnimi ilustracijami skice prenašajo na papir, to je ta fotka. Porabila sem jo pa za naslov, tako da samo trenutek, da je tole, tako. Ok, tale slikanica, eni mogoče ste jo že celo prelistali, eni pa ne veste točno, zakaj se gre, ampak nastala je kot en tak poklon mojemu najmlajšemu sinu in z njim otroškosti in stvarem, ki jih imam jaz rada in v katere verjamem, torej o druženju, o nostalgičnih lepotah, starih stvarih, ki jih imam jaz rada, tako da in začelo se je vse zelo preprosto, kot ena taka podoba v glavi in sicer sredi ene noči, ko je bil star moj Erik par mesecev, ko ne spiš, pa se ti vse malo preplete nekako v en tak miks v glavi, se mi je kar naenkrat prikazalo tako, kako bi bilo živeti v čajniku in sicer v modrem čajniku, emajliranem, ki sem ga potem tudi naslikala. In to je bilo kot en tak kal, potem sem pa na teh sprehodih s porodniške se je nekako z vsakim korakom, z vsakim ovinkom, ki sva ga naredila, to počasi zgrajevalo. In tukaj to so prve skice, torej nekako te čist spodaj,
tukaj čajnik, pa goba, čevelj. Tako je najprej bilo, tako sem najprej si zamislila. No. Potem sem pa to razdelovala malo naprej, ne, se pa nekako moraš, lahko imaš podobo v glavi, ampak rabiš koncept, rabiš zgodbo, rabiš to razvita, ne, tako da pol si jaz zmeraj najprej zelo veliko zapisujem, niti ne toliko ne rišem. Zgoraj sem pa potem že malo kadrirala, kaj se bo dogajalo, zakaj, želela sem narediti prereze teh raznih domovanj, ker je to meni zelo ljubo, ker sem se tako igrala, ko sem bila jaz mala in dejansko je bilo tudi pol med risanjem, kot ena igra. Tako da tukaj, to je tak zelo, zelo pomemben stadij ali faza, ko se stvari postavljajo in se odločiš o tem, kako bo tekla zgodba, zakaj in tako. Torej, idejne skice, evo. No, potem si pa jaz naredim vedno veliko zapiskov. Jaz zelo veliko rada pišem in kracam in velikokrat razmišljam tako, a veste, ko rečejo za umetnike, moraš veliko risati, moraš skozi skicirati, a ne, eni skozi skicirajo, jaz pa sem zadnjič poslušala enega angleškega avtorja, ilustratorja, tudi, ki me je kar potolažil, ki je rekel, da on pa ne more kar tako nekaj risati, a ne, v tri krasne, ampak zmeraj tako, mora biti ena zgodba, mora biti en uržeh ali nekaj se ti mora ena pripoved dogajati v glavi, da jo pol narišeš. No, in jaz sem na podoben način motivirana, da rabam neko svojo pripoved, da pol rišem in skiciram in o tem razmišljam in se mi stvari začnejo povezovati v glavi. In tukaj je en del teh zapiskov, ker je pa tukaj v tej moji knjigi Zadnje povabilo, ni šlo samo za neko zgodbico, ampak sem hotela vnesti vanjo tudi en kup enih simbolov ali pa globih, rečemo, sporočil. Želela sem, da vsaka stvar, vsak dar neki na enem pomenskem nivoju tudi to označuje in sem se tukaj zapisala, ne. Ker vsak od teh protagonistov malih 8 je v moji nekako moja ideja je bila, da pomeni vsak nekaj, da pri vsakmu izrečem poklon nečemu ali neki dejavnosti, a ne. Tako je naprimer, pa tudi njihova darila so taka, ne. Recimo gosenica Greta, ona je vezilja, tkalka in se poveže z obrtjo, a ne, in je to tudi en poklon obrti, ali pa Muran je glasbenik, umetnik, a ne. Tako, nekako sem sama zase povezala to z enimi, sicer ne vem, da se to opazi, ko nekdo to gleda, ampak zame je bilo pa pomembno, da nekako vse tako sede skupaj. In sem se malo kar pozabavala tudi s tem delom, da sem si to napisala in da bi probala smiselno povezati. Tako da to je tudi kar dolga faza, ko si delaš zapiske, ob kateri je tudi pomembno zbiranje gradiva. Jaz imam že kar tako ene par teh baz, takih, tukaj sem začetek tako na Pinterestu, kot svojih osebnih fotografij in print screenov. Tukaj konkretno sem šla v knjižnico, prečesala vse knjige, ki so kakšne stare predmete imele vseb in ker so mi ljubi so mi ti stare nostalgične stvari, stare šalčke. Jaz ne morem risati sodobne slikanice, res ne, po moje tako, da bi nekdo mobitel držal v roki ali pa ekrane ali kaj, tega sploh ne prenesem, to se mi zdi tudi tako, mislim, da je rekla Jelka Reichman, da to je tako grdo, ne. Ti starinski telefoni so toliko lepši, ne, in pri meni tudi jaz se tudi kar tega držim, stare omarice, stari stolčki, leseni, zrezlani, šalčke, čajniki vse sortni, še celo v slikanico sem vpletla en res star telefon, tak lesen, ki se je še tako vrtel gor, ki sem ga našla na eni pač fotografiji. Tako da ta del je tudi zelo pomemben, se pa kar povezuje, tako vidim tudi, da potlej v različnih svojih slikanicah uporabljam podobne stvari in predmete in nekako, kaj izhajaš iz sebe, in to pomembno, ne, ker potem postane taka osebna izjava. Tako, no,
To je pa potem iz teh najbolj tistih skic, ki sem jih prej pokazala, se potem mal se, tako, da bi gledali čez daljnogled in bi vedno bolj ostrili sliko. Ne? Zdaj pridemo že malo bolj vemo, kaj se dogaja kot prej, ampak je pa še zmeraj vse zelo grobo. No, to je tudi nekaj, iz česar osnova za maketo in tudi nekaj, kar pokažem mojim urednikom, ki so zelo, pismeni v tem smislu, da že v teh skicah vidijo celo knjigo, a ne, Irena? Tako da tukaj je pa treba že vse razdelati, že pa vemo, koliko strani imamo, koliko imamo vezni list, kaj se dogaja, kakšen je ritem pripovedi. Kljub temu, da so risbe še zelo grobe, je pa že vse določeno, tako da tudi, če bi šla zdaj skozi knjigo, pa bi primerjala, bi dejansko bilo že vse tukaj noter, a ne. Pa en kup vprašanj, a ne, tako, kaj se dogaja, kakšen je epilog, to. Jaz imam ta notranji monolog, si potem ga zapisujem vmes med te skice in svoje zapiske, tako da. In iz tega, no, kot rečeno, potem pa nastane takale prva maketa, ki je pač zelo pomembno orodje za mene. Naredim si pač malo knjigico, sprintam si te skice, jih zalepim in to je prvič je pomembno orodje, drugič je pa tak navdihujoč spremljevalec, ki te opominja, ko je težko, da dajmo, se bo, knjiga bo, a ne, taka knjiga, tako da. Prva. Tako, tukaj vidimo še od blizu, koliko je to, a ne, zelo tako grobo, ta skica je, mislim, da je A6, torej format tele maketice prve, pikapolonica, vidi se še, kako je s to lepem, pa včasih z ediksom, pa tako, pač orodje in uporabljaš ga na tak način, da ga prilagodiš svojim potrebam, tako da, evo. Še notranja, tako, potem je pa nastalo tako, no, a ne. Torej, to je podlaga za nekako bolj dodelano risbo, ki je pa potem podlaga za ilustracijo. To je pa še naslednja maketa, ki je pa že malo večja, pa malo bolj dodelana, tako da je osnova za ilustracije potem tudi. Tukaj je že kar vse določen, tudi kaj sem se pol risala, ker jaz nisem tiste vrste ilustratorka, ki bi tako kar direkt, jaz pa se držim skic. Tudi ima ta maketa že zavihke, to je bilo tudi nekaj takega, kar sem jaz v enem navalu, enega navdiha zlepila takrat na kuhinjski mizi zvečer to prvo maketo, ko sem jo nesla pokazati, a ne, Ireni, pa sem rekla, saj to je samo tako, ko sem se jaz malo igrala, a ne, saj bomo naredili, lahko naredimo z navadnim listanjem, a ne, bomo tako prilagodili, pa je rekla Irena, ne. Bomo kar naredili zavihke, čeprav je to kar en tak tehnični izziv za naše tiskarne in za založbo, ampak jaz sem pa zelo vesela in moram reči, da mi je v čast in ponos, da smo naredili tako slikanico, tudi kot tuje, a ne, da se nekaj zgodi. Ker je tudi tako za otroka, a ne, ali pa gledalca, ko gledaš, ko odpreš, mislim, da je to kar en tak priljubljen moment. Jaz sem ga sicer sprobala samo na svojem otroku, samo ko se ti odpre neko drugo dejanje ali pa tisto, včasih smo si tako delali, da si zapiral pa odpiral neko stran in je kot ena mala animacija že, a ne. Je tako, knjiga postane še majčkeno bolj zanimiva pa interaktivna, a ne. Že tako je cela čarovnija obračati strani, ne, za mene saj tako. No, potem pa pride na vrsto materiali, analogno jaz delam, slikam, tako da po moje trajalo 2 meseca, da sem se odločila, kako bom naslikala. Tukaj sem sicer dala tako malo manj tega materiala, ampak vmes je toliko enih vprašanj in nisi zadovoljen in zdi se ti, da ni v redu, narediš, ne vem, 5 verzij. To je bilo podobno kot pri moji prvi avtorski Deček in hiša, ko sem naredila, ne vem, verjetno z vsakim materialom prizore in akvareli in gvaši in tušem in, ne vem, svinčnikom in črno-belo in barvno. Jaz sem tako res malo preveč po moje, ampak no, tle sem se pol vendar odločila za gvaše.
tako le zgleda, pol promen, kad delam, kar dosti kaotično, no, ampak ja. Pa barvne skice, no, še pridejo, da veš, kako barvati, a ne. Takole se pa pol začne slikati originale, kar je kar tako, je kar trajalo, no. Mislila sem, da bo to zelo vse hitro potekalo in da bom jaz to, vsekakor sem mislila, da bom to slikanico kar sam stresla z rokava za ogrevanje, ko bom prišla iz porodniške, pa se je potem kar razvilo eno tako resno delo in nekaj, česar sem se zelo veselila in mi je lepo, da smo naredili tako resno knjigo, ne samo za ogrevanje, no, torej. Tako da, evo, je bilo pa, da bi se igrala s hišico za punčke skozi, ne, ko so ti prerezi. Pa sem mogla opremljati, pa šalčke noter dajati, pa čajnike, pa že skoraj sem se malo navličala teh vseh čajnikov in šalčke, da je bilo toliko tega. Tako da, evo, to je pa potem finalna ilustracija. Tako, tukaj ta lupinica, moj otrok, ki gleda, se tako zelo uživi v to, pa kar odpre vrata, tako se igrava, kada vrat se odpreva, pa greva tako lepo gor, pa po stopničkah, pa gor v posteljico, pa tako. Upam, da se bodo otroci tudi igrali dejansko s to knjigo, ker je, tako kot sem zadnjič, nekdo me je vprašal, pa sem razmislila, sem rekla, v bistvu je tudi poklon igri in igranju in otroškemu v nas, tako da upam, da bo to tako. Evo. Takole, še ena druga, to je ta modr čajnik, o katerem sem je najprej sanjala. Pa prerez s čevljem, tako, tamle je še en poklon Ančki, ki jo imam zelo rada, tako da rada vpletam citate noter. Evo, pa še ena tak primerjava, risbe, ki je bila uporabljena za prenos, pa potem to je lepa že tiskana stran iz tiskarne, tako da se nekako vidi ta preskok. In to je to po mojem bolj ali manj. Evo, pa še je tako. To je pa tudi naslovnica, ki je bila še v delu, potem pa ta vivrčka, ki skoči na naslovnico in ta knjiga je včeraj šla in ste vsi povabljeni, da jo pogledate. Tako, to je to, no, bolj ali manj. Tako nastane knjiga. 1 leto je trajalo, no. Vabljeni tudi, da jo kupijo, ne samo pogledajo. Ja, tudi, no. Zase ali za otroke, ali za otroke drugih, ali prijatelje, ni važno, knjigo lahko kupiš za kogarkoli, ne? Tudi, ker je, torej še to, mogoče to že veste, ali pa tudi ne, jaz sem naredila 8 originalnih ilustracij za vsako od teh junakov, ki se pojavijo v knjigi in smo jih dali v naklado, tako s povabilom za čajanko. In moram reči, da je prva ilustracija se že našla in jo je našla ena dekalica, ko jo poznam, tudi jaz, je že včeraj v konzorciju našla. Tega že zjutraj nisem čisto razumel. Kaj je to? Kakva finta je to? Kje se to najde? Ne, nisem čisto razumel. 8 originalov je pač naključno vloženih v naklado 2000 izvodov. Ok, vidiš, taki sem jaz doma odprl, očitno ni imela tega. Ni imela? Ja. To mi ni bilo jasno, kje so zdaj originali. Ja, noter jaz sicer to nič ne vem, jaz sem dala 8 originalov s svojim pisemcem in povabilom na čajanko. Smo jih oddali, ko smo bili v tiskarni s Tanjo. Potem so pa to začarali. Noter so dali nekam pod folijo, tako da se ne vidi, nič se ne mora opaziti. In zdaj bomo počakali, da vseh 8 junakov pride nazaj, prvi je že se našel. Potem bomo pa naredili še mi čajanko, tako kot v knjigi, bomo imeli žurko. Ok, torej za enega smo lahko prepričani, da ga niso ukradli v tiskarni. Ne, za drugih 7 ne vemo, ne, kje so. Ne? Ja, upam, da ne. Okay. Ja, tako da sem naredila svojo verzijo te tovarne čokolade. Ne? Tako. Mislim, zdi se mi tudi lepo, ker govori slikanica o obdarovanju in je bilo tudi nek tak preskok v realno iz knjige. Super ideja, hudo. Zdi se mi ful lepo. Na hitro si že omenila, da je trajalo 1 leto, ali kaj, od tistih prvih skic pa do knjige. Ja? To se mi zdi v bistvu ogromno časa. Kar je, ne, v bistvu.
Vmes sem sicer delala še nekaj drugega, tudi na hitro, ampak tako, ja, pol leta pa sem se čisto sigurno sam s tem ukvarjala, tako res skozi sem to, ne. Tako da kar se nabere, no, nekaj. Zmeraj misliš, da bo hitreje, pa kar ni. Ja, tu sploh v tej knjigi se mi zdi res ogromno nekih detajlov, ker te s tem, ko se zdi po eni strani kadriranje mogoče preprosto, ker je res vse tako, kot se rekla, prerezano, pa direktno pogledaš, ampak v bistvu pa zasnovano tako, da odkrivaš sproti vse detajle, da se sprehajaš vsaj z očmi, če že ne s prstki po tej knjigi. Tako da je res tu ogromno stvari, ki so res premišljene, vsak detajl, ne? Ja, kaj se vem, sem se kar ukvarjala, no, meni je to kar pomembno, no, vedno. Tudi, ko jaz opazujem druge slikanice, sem taka zahtevna bralka, pogledam, štejem, a se stvari ponavljajo, a se nadgrajujejo, tako da zelo mi je všeč, če je neka struktura taka premišljena od zadaj, ne. Zanimivo je pri teh stvarih, ki se zdijo otroške, enostavne mogoče tudi, pa je tako v resnici kot ena ledena gora, ne. Vidi se neki pol, ampak od zadaj pa še toliko teh nekih razmislekov in neuspelih poskusov, papirja, ki se ga stran zmeče, tako, je kar en tak proces, ki je pa sicer nagrajujoč, no, mislim, kaj bi lahko tudi lažje šlo, no, kdaj, ampak v redu, tako. Mislim, zdi se mi, da če pogledam ta tvoj proces, pa če si predstavljam, da bi to bilo nekaj, kar bi imel za sabo, bi si sam rekel, wow, je to sploh mogoče, mislim, res da ne nastane tako kar iz rokava, kot si rekla. Ok, ampak tu vračam se k temu, ker mi je toliko fascinantno videti tak proces, pa redko imamo v bistvu pogled v to. Pri teh prvih skicah, tistih mičkenih, vse tako se je zdelo, je v bistvu precej več teksta, kot potem v knjigi. Precej teh tvojih zapiskov, to se mi zdi tudi fascinantno. Si kdaj pomislila, da bi pa to vključila v knjigo? Tako ta sam proces, kako stvar nastaja. Se kar prelija, ne, ta ves tekst pol v krv ilustracije. Mislim, je pa tako, recimo zdaj, ko želimo knjigo, naprimer, tudi v tujini predstaviti, jaz sem napisala 3 strani ali 4 strani ali 5, ne vem, kar dolg esej o tem, kaj vse pomeni, pa kako je to nastalo, ne, ker ja, drugače mi je to pomembno, videti ta nek kontekst, tudi za druge, ne govorim, jaz to vedno rada preberem, tudi pri ostalih ustvarjalcih, zelo me to zanima, kako stvari nastanejo, kako se sprošta ideja, to je res en tak zelo zanimiv del, ki pa ni del slikanice, no, po naravi. To je vseeno otroška knjiga, mora biti blizu otroku. Nekako upaš, da bodo pa tiste vsebinski poudarki tako podzavestno nekje preplavali. Je pa tako naslovnik, tako renesančno branje mi je zelo blizu. Torej, da se prek teh simbolov lahko kaj sporočaš, ne. Zdaj pa kar kdo vidi, nekdo bo poznal, da je tam, ne vem, od Mad Hatterja, norega klobučarja, klobuk ali pa neka plošča, koncert od Nicka Cavea ali pa knjige, mogoče, ki jih jaz, ne. Čakaj, Nick Cave, Johnny Cash je nekje. Johnny Cash je pa v Dečku. Okay. Zdaj sem bila pa s prijateljico na koncertu Nicka Cavea, pol sem naslednji dan prišla in sem takoj narisala, nisem jo noter dala, ker se mi zdelo tako, mi je bila pomembna, ker v bistvu so te slikanice zame tudi moj dokument mojega časa, kot en album zame, kaj se mi v tistem času dogajalo in ali pa tako, no, kot sem že prej rekla, jaz zelo rada berem knjige, veliko berem tudi in obožujem se pogovarjati o knjigah, to je zmeraj tako, vsi bralci smo taki, a si prebral to, preberi to in si pa sporočaš, priporočaš, tako da tukaj sem tudi na ta način ilustrirala, kaj je bilo meni ljubo, ko sem v tem času prebrala, pa tisto, dajte še to pogledati, še so odrasle. Tako da ja, rada citiram tudi, tako, en tak preplet se naredi potem. Tvoji otroci tudi kaj aktivno sodelujejo pri nastanku knjig? Ja, bolj v smislu navdiha. Pa skozi jim težim pol, da gledajo. Ja, zdaj, ker knjigo sem dobila že zadnjič, ko je bila otvoritev razstave prvič. In ni bila naprodaj, tako da sem v kroničnem tem
pomankanju feedbacka sem bila že cela pančna in zdaj sem svojemu otroku skozi to knjigo vsak večer svojo praktično gledala. Se pravi, imaš jih za kritike? Ja, okay. Testiram na njih. Okay. Ja, ker je pa tako, no, prinašajo mi neki otroški, ki skozi me vrača, sploh moj 2-letnik me zdaj spet vrača v to, ta občutek. Spomnite mogoče še malo bolj, ali ne vem, taka neka čarovnija se zgodi zame, no, tako, skozi to. In kakšni so odzivi torej doslej? Ja, v redu, malo se je že naveličal, Ja. kaj je bilo to zdaj en mesec, ampak ker zdaj je v fazi, ko morat gasilce. Ja, naslednja knjiga. Mislim, tako da gledamo Medojaka, kaj je gasilec. Ampak ja, seveda mu je bilo pa všeč in obožuje, ker noter sem dala spet te, tako kot imam v prdečku 2 miški, so tukaj 3 bolhice, ki se tudi pojavijo povsod na vsakem spredu, na vsaki strani in potem vsi otroci takoj začnejo sam še to iskati, ne? Obračajo strani in se takoj zapičajo v to. To je nekaj, kar mi je všeč, pa sem nalaž to seveda dala noter, ne? Tako da je en tak dodatek, en tak, mislim... Super detalj, ki da še nek dodatni ritem. Tudi sebe zabavam, ko delam s tem, no? Pa tudi potem upam, da bralce. No, se ta zabava, ta igra mora biti, to mislim, da si tudi že omenila večkrat, ne samo za otroke, ampak prisotno tudi za odrasle bralce, da nekaj o tem odkrijejo. Ne? Ja, to sem pa, nekaj sem prebrala zadnjič, oziroma ne, na delavnici sem bila taki enega avtorja, ilustratorja angleškega in je rekel pa, morate biti milostni do njihovih odraslih, ne? Oni bodo to rabili prebrati 30krat ali ne vem, pogledati 30. Ne smeš glih umreti od dolg časa, ne? Dobro, vse tukaj je zelo malo besedila, pa zelo se ponavljajo stvari, sam je že kaj fajn, ne? Tukaj imam jaz ta moja žganje kuha je tam, je tako malo wink, ne? To je bilo, vemo še malo starejši, a ne pa, če smo iz podeželja, še toliko bolj. Torej, ene take stvari, ja, je tudi za, moraš biti prijazen, no? Za vse, če se da, no, ali pa kakšen humorn ložek, ne, ali kakšno tako malo šalo, to je že fajn, no, tako. Čakaj, zdaj sem se malo zgubila. Ne morava se zgubiti. Ampak telefonov tega pa ne bo nikoli, praviš. Ja, gasilci mogoče? Ne, gasilci, ne, to bomo drugi gledali. Avtomobilov ne, mogoče kočije. Avtomobile, jaz sem tako Ančka Gošni Godec, ne. Tisti stari še, ajde, to bi še skupaj spravila, mislim, da. Mislim, da se jaz bi prej kaj spomnila, kakšno vozilo iz Orehove Lupinice narediti, ali pa kaj tacga, kad pa te prav avto ne. To res, jaz gojim to nostalgijo do tega starega, te neke brezčasne lepote in tako res afiniteto do tega, tudi sama sem rada obkrožena s temi stvarmi in se to kar prelije, ne, pol, ne. Super si rekla brezčasne lepote, ker če razmislim, če probam ugotoviti, pa tvoje knjige postaviti v nek čas, se mi zdi to v bistvu ne gre. Razen če rečem, to je nek tvoj čas. Zdi se mi, to ni sedanjost, ni telefonov, pa tako, ne? Ampak vseeno, katera preteklost je to, bi se pa težko odločil, bi rekel pač nek tvoj otroški, sanski, domišljijski svet, ni tako to leto ali pa to stoletje. Tako je, točno to. Se mi zdi, da je to tako, veš, ko imamo vsi, verjetno, mislim, da vsi ta nek svoj čas iz otroštva, ki je spleten iz realnih vtisov in spominov in nekih teh sanskih ali ne vem, mogoče knjižnih, čarobnih momentov, ko se pomislim na svoje otroštvo, ko sem ogromno brala in gledala in nekako se vse prepleta v eno tako, v en tak in s tem, kar sem realno počela, plezala po drevesih in kaj mi je dogajalo v glavi čisto na domišljijskem nivoju takrat, ko se otrok igra in to je taka dragocena, ta otroška igra je tako dragocena dejavnost, ne. In ko si pripoveduješ zgodbe že takrat, ko se igraš, to je ta igra in vlog in nek domišljije, to je ta čas, no, v katerega se jaz kar naprej vračam, ne, mislim. Tako. In zato ni opredeljen. Tako. Ali pa je, no, jaz sem odraščala v 80-ih, tako da. Dobro, tistih telefonov s tem se še spomniš, ne? Tisti, ki zdaj ne znajo otroci več uporabljati. Kaj je to, ja.
No, celo tukaj sem ga tudi naslikala, še starejšega, no, res tistega, ki pa tudi ima to, tako da. Tak, ja. Ampak tistega se pa ne spomniš iz svojega Ne, mi smo otroštva. sicer imeli kabine, ne, govorilnice v Nepleksi. Jaz sem telefonirala z teh telefonov še, a ne. Pa tam so bile tipkovnice, Tam so bile že ne? tipke, ja, tam so bile tipke, ja, tako da. Ja, to so te lepote. Okay, ko si prej omenila tisto, kako se v tej knjigi 2 strani tako razpreta in te še dodatno povabita noter. Spomnil sem se na Pasjega moža, ker ko sem imela to z mojim sinom brala, ga je zanimalo samo uno, ko pač tam ena stran, ko sem pa tja delaš in ti se bilo čisto strgano. Drugač ni ful nek bralec, pa ga to ne zanima. Ampak To ti se si pa spomnim, bilo, jaz to tudi pa pri tako mojem neka sinu, igrica. ki tudi ni bralec, ampak on je pa tako drajsa. No to, ne. Ja, ja. Okay. Mal bi se rad vrnil nazaj, če se strinjaš, nazaj v smislu k tvojim začetkom, Dečku in hiši, pa še enim drugim knjigam. K Dečku in hiši predvsem zato, ker je to knjiga, ki je takoj doletela na super odzive, ki te tudi vzpostavlja kot avtorico, ne samo kot ilustratorico. Gre pa za knjigo brez besed in to je nek poseben žanr, se mi zdi. Pa spet, prej sem videl tiste tvoje skice, ogromno besed, super se mi zdi, vse bi prebral, pa v bistvu ne vem, če zakaj gre. Okay, kako pride do tega, kako nastane knjiga brez besed? Gotovo so bile tudi v začetku skice z besedami. Ja, ogromno je bilo napisanega tudi tam, ja. Se pravim, to je v bistvu ta metatekst, quasi vem, kako bi se reklo, ki se pol prelije. To so ti razmisleki, tudi brezbesedna slikanica ima svojo zgodbo, je zelo pomembno, no, kako, še bolj pomembno, ker moraš naracijo peljati, brez da bi si pomagal s kakšnim besedilom, ne. Moraš premisliti, kaj se zgodi na vsaki strani. Tako da, ja, dejansko smo tudi povabilo, nekako v štartu je bila mišljena, ne vem, začela se je kot brezbesedna slikanica. Ne bi rabila besedila, no. Smo ga pa pol dodali kot en premislek, ker so mi všeč take, to besedilo, malo ga je pa kot ena pesem, je kot eno tak ritem, ki se sam ponovi, a ne, ni neki, ne vem kaj, opisan ali ne. In mogoče je tudi kot eno malo pomagalo, ker pri brezbesednih slikanicah malo so težavne, ne, za starše, malo se jih ustrašijo tudi, ne. Čeprav so vedno več jih je tudi v vzponu, so že 10 let od takrat, ko je bil Deček, je išel vedno na sejmih, jih je veliko več, kot tudi 10 let nazaj, pa še več, a ne. Jaz sem naredila Dečka takrat zaradi tega, ker se mi je zdelo, ko sem je odprl svet, zaradi Stepančičevega zgodbe o Sidru, ker sem skozi hotela biti ilustratorka. Hotela sem skozi delati knjige, pa nekako se mi je zdelo, da ne morem, ne vem, kje naj začnem, kje naj dobim besedilo, a ne, zdelo se mi, ali moraš sam neki. In potem, ko sem videla o Sidru zgodbo, a ne, sem rekel, wow, pa se ne rabim, a ne rabim imeti zgodbe, ne rabim imeti od enega drugega teksta, se zgodbo imam lahko v glavi, a ne svojo, tako da pa sem si še jaz to drznila narediti, ne, in ja, je to prineslo veliko lepega, zaradi tega tudi mogoče, ker se je toliko dolgo nabiralo, jaz sem, ne vem, 10 let restaurirala, pa še otroke imela tudi, pa tako je nekako kar teklo in to hrepenenje je bilo pa kljub vsemu tako veliko, mislim, ne toliko sam, jaz obožujem ilustracije, ampak najbolj dragocene so mi pa knjige. Torej to narediti knjigo, to je pa tak čudež cel za mene, no. In Čakaj, ampak to ni bila prva knjiga s tvojimi ilustracijami po letnici izida, ali mogoče pa šta prej nastalo. Prva je bila Prva ljubezen, ne? Ja, pa še ene druge. Dejansko je tako, no, jaz sem 2 leti je nastajal Deček, a ne. Torej, ko sem prvič naredila ilustracije, tako nekako z enim tem aspiracijam, da bom ilustratorka, pa sem jih oddala na Bienale. To so bile nekako prve ilustracije o Dečku. Potem pa čez 2 leti, a ne, so nastale druge, in ko so bile tudi porazstavljene, pa sem dobila tudi plaketo za njih. Ista zgodba je bila 2 leti, ampak vmes pač sem mogla še neke druge stvari početi, pa zaslužiti kaj denarja, a ne. Tako da sem potem prevzela tudi Branetove knjige in sem jih ilustrirala, tako tisto pa vmes, no, ker to je pa res toliko enih razmislil, ko ta moj Deček, a ne, takrat terjal, tako da se malo prepleta, ampak ja, jaz zmeraj rečem, da je to moja prva slikanica, ker pač ok, prva avtorska, ampak
tudi prva, ki sem jo tako začela delati, a ne, kot da sem jaz tak neka knjižna oseba. Tvoja prva avtorska slikanica, absolutno. Jaz sem Ja. pač, okay, prej se začela delati, pa mi je šla, razumem. Še o brezbesednih slikanicah. Anthony and the Gargoyles, tako kot sliši se kot ime nekega benda, ampak v resnici je naslov knjige. Ne? Ja, tako. No, ampak ta knjiga je pa nastala z avtorico, pisateljco, scenaristko, čeprav nima teksta. Je res? Ja, kako tako je to izgledalo? To Ja. me izjemno zanima. Tako, ja. Ja, jaz sem dobila v bistvu besedilo na 3 straneh za to knjigo. Prvo besedilo je bilo, pa Ko deloma zgodbica ali kaj? Ja, ja, tako zgodba. In tudi deloma malo sugestije, tako opisi so bili, oziroma mislim, da sem pol dobila tudi mail od avtorico, se nisva slišala, nisva komunicirala, ker načeloma nikoli ne pride do preveč neke, jaz komuniciram z urednikom, a ne. Dobila sem neke opise, kaj si je ona predstavljala, zakaj je ta knjiga pomembna zanjo, kaj bi si želela. Je pa dejansko bilo tako mišljeno, oni so, ta kanadska založba, so si predstavljali, da bomo delali dvostranske ilustracije, a ne? Torej, da bodo sam tako kot običajna slikanica. Je bilo pa toliko ene vsebine, ker se meni zdelo, da ne moram to povedati, oziroma da bi bilo osiromašeno, če bi to povedali samo v teh 14 dvostranskih ilustracijah, in jaz sem to razbila na te male panelčke. Jaz zmer to naredim in imam ful veliko srečo z uredniki, ker vedno nekako pridem skozi dobro, mislim, mi dovolijo, no, mi dajo proste roke, tako da se pol tudi njim del in tudi avtorci je bila zelo vesela potem, ko je nekako se še lepše teče zgodba, ne, da imaš več svobode, tudi ker naracijo postavljaš in ko si kot ilustrator, da je od teh malih četrtstranskih ilustracij pa potem do dvostranskih, a ne, tak en ritem lahko vzpostaviš še bolj zanimiv. Tako da, Se pravi, ti si bi se dodala to sekvenčnost. Ja, tako. To sem naredila tudi že pri Andersenu, pri tem projektu Andersenu, ker zgleda mi to leži. Mislim, tako, vsakmu besedilu jaz vidim vsakmu stavek dogodek lahko, a ne, in meni že en stavek lahko naredi v glavi tako, kaj se vse tukaj zgodilo, ne, kaj vse pomeni. Rada pripisujem pomen ali pa najdem neke, a veš, globje, sporočilnost, to mi je zelo zabavno, no, pa tudi avtomatsko se mi to dogaja, tako da verjetno nadgradi, no, se mi zdi, da recimo pri tej knjigi Anthony and the Gargoyle sem dobila s tem, ko sem dala te slikice, veliko več prostora za to neko vzpostavljanje napetosti ali pa spoznavanja med tema dvema glavnima junakoma, več sta se igrala, več sekvenčnosti je, minevanje časa lažje prikažeš, napetost gradiš, a ne, tako. To je zelo en tak prijazen format zame, no. Koliko si pa vplivala oziroma soustvarjala samo zgodbo? Se je kaj spreminjala skozi proces ilustriranja? To pa nisem niti tlele, čakaj, da moram pomisliti, ko sem že par let nazaj to naredila. Nek intervju sem bral s to avtorico, pa mi tako ni bilo čisto jasno, nekje je rekla, da ni bila čisto odločena, kje ali kdaj bi se dogajalo, in potem si ti predlagala, da bo z vlakom, naprimer. To ja. In se mi Tako, zdelo, ja, okej, točen. na To sem pa spremenila, res je. Ker oni so šli z letalom v Pariz. Meni se je pa skozi celo ajfel. Mislim, letala ne. Nisem letala, ne, to je že ekološko spor. Balon? Ne, vlak, Bi šli z balonom? vlak je tak, ja, no, vlak je tak romantično prevozno sredstvo, a ne? Tako da, ja, to pa res. Potem sem se mogla pa pozanimati za ta Gare du Nord, ne, kako to zgleda, kje so oni šli na vlak, kako je tam, a ne. Pa tudi ta knjiga je bila res taka, en velik izziv je bil, zaradi tega, ker je bil požar na Notre Damu takrat in nisem mogla v Pariz, ker sem hotela iti, vse prešnofati tam, vse pofotkati in da bom jaz to imela za neko tako gradivo, pa nisem mogla, tako da pol sem v neskončnost gledala tiste posnetke na YouTube, ko neki različni ljudje gor, hvala Bogu, snemajo, kako grejo na une balkone, a ne, kakšne so te štenge, toliko enih vprašanj se pojavi, ko moraš ilustrirati, a ne, po kakšnih štengah se ti ljudje vzpnejo gor, a ne, kje se sploh gre gor, kje je ta, ker nisem bila, ne, jaz nikoli tam in Notre Damu. Narediti moraš pa, ne, mora biti v redu.
pa take logistične, čisto, s katero postajo metroja, kako so se prepeljali, kje so prišli ven, a ne, kjer metro je to zdaj, kakšna postaja, kako izgleda, kva je tam okrog. A ne, tako da... Se pravi, tu si poskušala poustvariti nek resničen Pariz? Ja, saj sem probala, ja, seveda. Saj, tako se mi zdi, da... Mislim, saj je prepoznavno, pa vseeno me zanimajo. Ja, seveda. Saj, kaj je bil tudi poklon, a ne, kaj je bil omaž Parizu, avtorce. Ona je bila tam in je bilo tako je neki navdihnil, da je to napisala. Tako da, ja, sem jaz tudi želela, se pa je moja odgovornost tudi, da to naredim. In se mi zdi lepo, kad sem dobila kakšne te, ko so reviewji na Goodreadsu ali pa tako, da je to tako razumljeno, da so te prizori všeč, da so tudi, da držijo, no, bolj ali manj. Tako da, ja. Ampak si bila pa v tistem v Parizu? Ne, nisem še bila. Moram reči mojemu dragemu, da me pele na romantičen izlet. Službeno romantičen. Z vlakom, prosim. Ne? Z vlakom, Ok, kaj pa ta delovni proces, glede na to, da je to knjiga, ki je šla v tujini? In delali ste tudi z različnimi založbami, z različnimi uredniki. Danes si omenila, da si se ob zadnji knjigi počutila, kot da si se v nekem smislu vrnila domov k Mladinski knjigi, ker vemo, je super ekipa, ki te podpira na vseh koncih in je tudi res utečena in stvari obvlada. Ko pa s tem druge? Ne nazadnje se mi zdi, da ena knjiga je pa pred kratkim šla tudi v Jordaniji. Kako to izgleda? Povej mi malo. Kakšne so tvoje izkušnje? Posod isto je, čisto vseeno, kje delaš, pa s kom delaš, ali ni čisto vseeno? Mislim, ne, definitivno je ta osebni kontakt ful pomemben. To, da se z nekom lahko osebno srečaš in se dobiš z njim, ta kemija, ne, to je nekaj, kar se vse ne da toliko napeljati. Mislim, sicer je od korone dalje kar dost praksa, tudi Zoom srečan ali na Teamsih se vidiš, se dobiš, tudi to je zelo dobro, ker večinoma pri teh mojih projektih smo komunicirali samo prek maila. To je po eni strani fino, ker imaš vse napisano, po drugi strani je pa tako malo suhoparno, a ne, kljub temu, zelo je tako operativno. Ni te sinergije. Ne, ja, nekaj, ja, tako, ne. Vse teče, vse je zelo lahko teče in je ne, čisto okej, se da stvari tako narediti. Sam jaz sem bolj človek za sodelovanje, bolj za to, da rabim ta feedback, da mi je fajn slišati nek odziv ali pa predlog ali pa drugo. A ne, ker tako je nekako, če delaš z ekipo oddaljeno, si bolj ali manj sam sebi prepuščen. A ne, odvisen kakšen človek si, meni je zelo tako, ampak to je tako kot ena taka centrifuga, hitro malo se tako zaciklaš, lahko sam. A ne, včasih je dobro, da te sam mačkan ven premakne, pa da te lahko predvsej dlje odnese. Če ti nekdo da sam, pa ni treba velika, ne, ampak en stavek nekje v pravem trenutku ti lahko čisto en nov svet odpre ali pa te opogumi za nekaj, da probaš drugačne. Zaradi tega jim je to zelo ljubo in sem v bistvu, se mi zdi tako, kada prva knjigo sem naredila, potem sem pa se šla malo učiti okrog, a ne, zdaj pa spet delam svoje pa tukaj. Zato to mi je bistveno v bistvu ljubše, da delam z ekipo, ki jih poznam, ki smo prijatelji tudi že in ja, potem gre pa lahko svet, ne pa tako, mislim, saj hvala Bogu je tako, treba je reči, da super je, da lahko delamo zdaj tudi v tujini, ne, to je, veliko več lahko delaš, tudi konec koncev, da se stvari, da tudi tržijo drugje, da se prodajo pravice, to je pomembno tudi čisto iz enega praktičnega stališča, ne? Ker če bi jaz eno leto delala to knjigo, ne bi glih imela za kaj več, kot za suhe žemlje, ne. Tako da en tak preplet, no, je pa v redu. Pa imaš kdaj pri delu, pri snovanju občutek oziroma to zavedanje, da delaš za nek drug trg, ali ti je čisto vseeno, od kod je naročnik? Mislim, zdaj se kar zavedam, potem, ko sem bila vpeta v toliko pa toliko enih projektov, ki so imeli te razmisleke, pa tako, zelo je, ampak moram reči, da na živce mi gre, malo me to živcira, no, da bi delala knjigo samo zato, da bi pazila, da bodo vsi vključeni in da bo politično korektno in bo na vse načine korektno, ne, ker to je potem tako rata suho, pa ne moreš, to je preračunljivo za mene, ne, torej jaz rada delam tako iz srca, seveda nočem biti žaljiva v nobenem načinu, ampak če so neke kulturne razlike,
Ja, absolutno, če se da spremeniti ali pa kaj prilagoditi ali pa seveda vključiti, kaj ne bom to naredila, če me bodo prosili, ne. Je pa bilo mogoče par let nazaj v založništvu vrh enega tega ekstra korektnosti, a ne. Take knjige, ki so jih delali, ne vem, v 60-ih letih, 70-ih, mislim, da danes sploh ne bi bilo možno, ne. Kako bi kar kadili. To, ne, recimo, ampak tudi take neke preskoki, neke igrivosti, a ne, recimo dizajn je bil v 70-ih, čisto dio. Jaz sem glih gledala doma eno knjigo o tem, koliko so nore stvari delali, čudovito, no. Danes je pa tako, samo tako, kada moraš razmisliti, a ne, to je res ono, ne mačka v mikrovalovno, ne, da bi mogli to gor pisati. Mislim, pa to se mi zdi tako podcenjujoče po eni strani in do mene in do naslovnika. Mislim, kaj zvem. Moč kakšne manjše založbe ponujajo več teh možnosti, ne vem. Manj denarja, več možnosti. Kako? Ne, Da manjše založbe so mogoče bolj odprte za ja. kakšne eksperimentalne projekte, ne vem. Ne, sej Ugibam. drugače, jaz imam to zelo dobre izkušnje, ne, govorim tako, kot kaj opazujem, tudi, ko spremljam te debate, a ne, pa tako. Pa kako jaz razmišljam čisto zasebno o tem. Jaz imam dobre izkušnje, ne, nikoli nisem rabila ne vem kaj spreminjati ali mislim, da je bilo samo pri dečku problem, ker je bila una lisica, ki so jo včasih stare gospe nosile okrog vratu, sem jo narisala, pa je bilo to nekako en problem, pa mislim, a smo jo ven mogli photoshopati. Čakaj, kje, na katerem trgu, za koga? Amerika mogoče. Okay. Ampak Amerika je bila tako, Amerika je totalno svoj zanimiv trg. Recimo tam je bil deček čist sporen, ker kaj dela otrok sred neke kakor noči, v bistvu je pa zgodne jutro. Kakor sam Kaj je. dela sam? Ja. Pa sam gre v hišo, a ste nori? Mislim, To ni vzgojno. to je totalno, mislim, problem bil, ne? Pa je bil že problem tukaj pri nas, ko smo rekli, ok, ne sme na streho plezati, ne? Čeprav od Astrid ne, je tudi bil na strehi, to so se skozi potikali otroci, ne? Dajmo balkonček, ne, v redu. Tako, no, ampak tam je pa v Ameriki je pa pač to zelo res nepredstavljivo, da kaj tacka, ne. Je evropsko nekako ta del knjižnega trga je veliko bolj prijazen do nekih, ali pa umetniški rečemo, ali pa bolj tudi zabaven, no. Čeprav se pa glih zadnje 5 let mogoče pa zelo navdušujejo tudi Američani in Evropejci. Nad tistimi najbolj taki nekonvencionalnimi ustvarjalci iz Evrope, tako da se premika. Omenila si prej že, da včasih iz vsakega stavka vidiš zgodbo, ilustracijo, kar me je spomnilo na ilustracije, ki jih pripravljaš za poezijo, ki so tudi tako v bistvu kot neke sekvenčne na nek način, neki protostripi mogoče so, je neko sosledje, hkrati pa ni nujno, da imaš oblačke oziroma v glavnem jih nimaš. Je poezija, tako da so neki stavki, ki naredijo nek svoj svet. Povej mi še malo o tem, kako nastaja. Ja, pa bo tudi to knjiga, je. ne zdaj, ali kaj? Ja, ena je že šla, no, čez hribček, kako že, čakaj, sonček, čez hribček gre, zdaj pa je šla, ja, še poezija Žiga Kosca. To je pa res tako, moram reči, meni, mogoče glih zaradi tega rada uporabljam te sekvenčne ilustracije, ker tako je bilo, že ne vem, mogoče 6 let nazaj smo govorili z urednico Majo Žugič iz Cicibana, da je premalo te poezije, da tudi otroci poezijo ni toliko dostopna, a ne, ta forma za ilustrirane poezije v revijah recimo, ali pa v knjigah, potem je vedno ena ilustracija, pa potem na ozadju besedilo, ne, ali pa pač še note zraven so bile recimo. No, potem pa ne vem točno sploh, kako smo prišli, sem že nekaj prej delala, tako v parih slikicah, potem je bila pa ideja, dajmo narediti cel letnik na tak način, dajmo te ljudske so mi pol iskale punce 2 leti in potem smo še pa pesnike delali druge, pa pol na koncu še Žiga. Moram reči, da je bila to zame noro dobra vaja, ker je res narediti zgodbo, ne, pa so bile pa kakšne ljudske, so utrgane, mislim, to je bilo kar tako, 1, 2, 3, hojla, drija, drajs. In potem moram narediti nekaj v 4 slikah, ki bo zabavno in konzistentno in bodo otroci razumeli, ne. Tako, je bil kar dober izziv, včasih je bilo tako, da sem rekla, joj, to pa ni za nikamor,
ampak ker zmeri delam bolj vse zadnji trenutek, sem skozi hotela recimo Maji pisati, ne, to pa res ne morem, dajte mi eno drugo poiskati, ampak sem bila vedno prepozna za ta korak, pa sem pol mogla narediti tisto in tiste so ponovadi pol bile celo najboljše in so mi najljubše, ker sem mogla izpet potegniti ven eno zgodbico ali pa nekaj smešnega in je bila res silno dobra vaja. Pa pol je bila ena tista od Petelinčka, kako lula strehe, a ne. To ni za v Ameriko, ne to. Ja. Ne, je bilo, lulav je strehe, pa ga je kokoška videla in se je ustrašila nekaj, ne. In pol je bilo to, kako zdaj to, pa to statično, pa pol jaz sem uvedla, da je padel dol strehe, pa so mu kokoške šibale okrog, a ne, kot v risankah, tako. Ful je bilo zanimivo za mene to zadela, tako da dejansko zdaj kar malo še pritiskam, dajmo kar še, daj Žiga še napiš kakšne zgodbice, tako. Mislim, pesmi, no, kar je res taka ful dobra forma. Mislim pa, da je tudi za otroke, glih zaradi tega, ker je nek tak protostrip, pa malo tak zabaven, ne, pa hitra je ta forma, hitro pogledaš te 4 slikice, no, tako da, ne vem, upam, da je v redu sprejeti to, še ne vem. A strip bi te zanimal? Ja, tudi me, no. Mislim, nekaj vmes, no. Jaz sem delala Murna muzikanta, ko sem na povabilo Strip Burgerja, ne. To je bilo silno dobro, to je bilo tudi krasno. Prav spomnim se tega, ko sem, povabili so me, pa sem nekaj, ja, pa ne vem, no, jaz to glih ne, ampak ko sem že delala te v 4 slikah, no, potem je pa, spomnim se tega, totalen blank sem imela v glavi, tako čisto besedilo, pa list in potem sem rekla, ok, dajmo zdaj to strip, pa ne. Čist blokado, kako, ne, ta preskok je bil tak, wow, tako mi je prav možgane sem začutila, res. Kako zdaj to razdeliti, a ne, čist ena druga forma je v resnici, ampak ko pa daš enkrat to izkušnjo skozi, je pa mi je zelo obogatilno, ta moje dojemanje tudi dela za slikanico potem, to naracijo, pogovor, sekvence, a ne, tako ful priporočam vsem ilustratorjem, da bi to probali, res, kar je zelo zanimivo, no, tako. Ok, še ena čist druga knjiga spet, pa ne zameri, da vrtam, pa sprašujem detajle iz zadnjih 10 let. Kaj pa Korenčkov palček? To je knjiga, ki so jo ti ilustrirala, Svetlana Makarovič, ampak v bistvu prve ilustracije so bile pa njene. Mislim, najprej bila celo lutkovna predstava, če sem prav razumel, potem knjiga z njenimi ilustracijami, potem knjiga s tvojimi ilustracijami. Kako se pa tega lotiš? Tu pa nimaš nobene blokade, nobenega strahu. Ja, prosim, no. No, moram reči, da jaz sploh nisem videla njenih ilustracij. Nisem. Mislim, do danes ali takrat? Do danes jih nisem videla. Ne, jaz sem jih videla, ampak predtem, ko sem to delala. Ja, ker ni bilo zadobitev nikjer, pa do takrat je bila samo ta neka kaseta ali plošča, to, no. Nisem, ampak so še ene druge ilustracije, ki sem jih pa videla, ampak od nekoga drugega. Ne vem, točno se že malo pozabila, ampak ja, nisem prav veliko se s tem. V bistvu sem bolj pol tudi začutila, koliko je njej veliko do tega bilo, tudi, a ne, tudi zaradi tega, ker je ona to si zamislila in tudi ilustrirala. Jaz sem po tistem trenutku dosti naivno to, kar se sama spravila in šla to risati tako, kot sem meni zdelo. Z velikim spoštovanjem, ampak jaz nisem Korenčkovega palčka poslušala kot otrok, nisem ga poznala, no. Jaz se ga tudi ne spomnim. Ja, smo neka taka, en preskok je bil takrat. Ja, tako da sem čisto neobremenjeno delala to, kot sem se sama to predstavljala in zamislila, tako da. Pa imela ona kakšne posebne želje? Mislim, čistko glede ilustracije. Mislim. Dobro, iste barve mislim, da ima telovnik. Ama? Se mi zdi. Malo pozabila. Ne, kot sem rekla prej, ne komuniciraš z avtorjem, redko, a ne, razen če se poznaš ali pa tako. Jaz se Svetlano nisem do takrat, do tiskovne konference nič pogovarjala. Mislim, da si je želela sicer, da bi na eni ilustraciji tisti, ko Korenčkov palček v solzah zaspi, bi mogel biti bolj obupan in bolj žalosten, kot sem ga jaz narisala. Sam smo sklenili, da mogoče je dost, če mu kakšna solzica podzi, ko zaspi, a ne, ko otrok zaspi, pa se mu solzica, jaz vem, kako je, ko otrok zaspi, tudi če joka, ne.
Pa se mi je zdelo v redu, tako da pa smo pa to pustili. No. To je bilo edino, ampak sploh se ne spomnim več, a je to pol kasneje do mene prišlo ali prej, tako da, ja. Meni se zdi, pa to ne preseneča, tvoje ilustracije so precej bolj prijazne od njenih. Ne. Ja. Sploh se mi zdi tisti, kaj že on zeleni palček, ne vem, kako mu že ime. Tako tvoja dva, tako, čeprav je starejši, ampak mi zgledata kot neka prijatelja, medtem ko njenem, pa tako, kdo, kaj je to za en tip, tako res. Res, moram prav pogledati, veš. Scary, ja, tako. Sem kar že malo pozabila. Jaz sem to svojo imam v glavi. Ampak z Branetom pa sta sodelovala bolj direktno, ali ne? Ja, z Branetom sva pa res. Ja, ker on je pa urednik in avtor. Ta nesrečna kombinacija, si torej morala z obema. Ja. Ne, super je bilo, tudi Brane je krasen, tudi mi je dal proste roke in tako, res fino je bilo takrat sodelovati z njim, tako sem se učila. Prvi je bil tudi, kaj je na nek način prišel do mene s enim takim projektom, a ne od drugih, no, od drugih poleg mladinske. Tako da, ja, to so bile učne ure. Ja. Ja, imela proste roke tudi. Danes me je prišlo, da so se mi domoče takrat na tiskovki srečala. Jaz imam spominil, da sem šel to poslušati na DSP-ju, a je možno, da je to bilo tam? A ja, možno. Za katero knjigo misliš? Ja, Prva ljubezen, ja. A, možno, To je ja. toliko nazaj, da... Ja, tako, jaz so bile tam. Aha. No, pač sem tako. Zanimiv detajl, ali pa tudi ne toliko zanimiv. Ok, mislim, da tako vse po času nekako prihajajo do konca, tako da vi začnite malo razmišljati o vprašanjih, da ne boste presenečeni, ko bom odprl to možnost. Do takrat pa mogoče omenim še, ali pa se spet vrnem k tem citatom, ki si jih tudi ti že omenila, in to se mi zdi pač nekaj ful zabavnega, in sem potem še naknadno šel prav iskati in gledati, katere knjige se pojavijo na policah, ko jih ti ilustriraš, in mi je bilo tako pač, wow, super, Orhan Pamuk, ne vem, Marquez se pojavlja, Johnny Cash prej omenjeni, ampak Nika Cavea, evo, to sem pa spregledal. Kako zbereš to? Je to čisto slučajno navdih, ali kaj pride v knjigo? Ja, to, kar vam jaz rada, ne, pa kar jaz berem. Recimo tukaj pri povabilu sem tiste, ki sem jih zdaj bolj ali manj, ki sem jih zdaj brala, ne. Takrat no. Recimo v Dečku je tudi naš gramofon družinski noter, ne. Kar imam rada, seveda, no, kaj pa mislim se, ali pa kar poznam tudi. No, zdaj za Nika Cavea sem bila s prijateljico, ne, na koncertu, ravno je bilo, ne vem, kaj zdaj, ne, jeseni. Tako pomembno doživetje je bilo, no, za mene, tako res je bilo dobro. Jaz moram to noter vnesti na nek način, sploh če je glih tisti trenutek, da to delam in tak zapik je za mene tudi potlej, no. Moraš, ker je to del tebe, nekaj sebe, kar daš v ilustracijo. Ja. Ampak kaj pa najboljši primer, ravno čakaj, ki je že nekje se pa pojavi tudi, ne vem točno, kje moče v Dečku, knjiga tudi Pravi umetnik? Ja, ta je pa moja, ja. Olega, ko si se načital. Malo sem pogledal, no. Ja, tudi svoja sem dala not, ja. To je pa moja teoretična knjiga, ja. Moja diplomska v bistvu, kaj smo jo pol prilagodili za knjigo, za skripto, za študente, kao. Ja, tako da, pač. Ukvarjala sem se pa takrat z vprašanji zelo teoretično, ker sem šla po akademiji slikarstvo. Ne mislim, da bi šla študirati ilustracijo naprej, ne, se zdaj malo po glavi tepem, sem dober, sej vsaka stvar te naredi, ne. Sem šla študirati filozofijo in teorijo vizualnih komunikacij. Zelo sem se ukvarjala teoretično s tem statusom umetnika, s tem, kako se je to konstruiralo družbeno skozi zgodovino in kaj je danes pomenil, oziroma kar je 200 let nazaj pomenil biti, a ne, umetnik. Tako, no, kaj pa zdaj, jaz sem zmeri tako kot ta otrok pri cesarjevih novih oblačilih, a ne, postavljam ful neumno vprašanje, mislim, najbolj neumna ali pa najbolj očitna vprašanja, ki se jih kakor ne sprašuje, ne, in v umetnosti isto je bilo za mene to tako, ker, ne, tako otroško, no, ja, tudi pri teoriji, ne, zakaj? Zakaj je to pomembno? Zakaj je nekaj pomembno? Nekar, čemur vsi dajemo pomen, ampak včasih so ene stvari res pomembne, včasih so pa samo, ne vem, neke, ne vem, mode ali pa, a ne,
tako skozi se sprašujem, kaj je zares pomembno ali pa kaj je tisto, kar ima neko vsebino ali temelj ali tako. Zato sem šla pač študirati, pa sem se hotela malo podučiti o tem, ne. Pa sem ugotovila, da najrajši berem pravljice in slikanice. In moram reči, da se kakšne teoretične knjige z področja umetnosti nisem že dotaknila kakšne 15 let. In mi je čisto v redu. Sklepam, da bi tudi pravega umetnika danes drugače napisala. Ali pa moče drugače moram reči, zaključila. da pa sem kar zadovoljna s tem, kako sem ga napisala. Dejansko. Včasih tako, mislim, zdaj že 5 let, verjetno sem 5 let nazaj, ko ga slučajno kje najdem, pa imam še nekih izvodov tam nekje pod eno omaro, pa kadar kaj pospravim, pol malo prelistam, ne, pa da si rečem, In je to nenavadno, ker ravno tako je pri slikanicah, ne. Zdaj tako me oči bolijo, ko kaj gledam v slikanici, tudi povabilo, ne, kar je tako. Moram reči, da je isto, danes sem bila pri Ančki Gošni Godec na obisku, če se lahko pohvalim. In ona je 10-krat rekla, kako je neki, ne, to pa ni v redu. Joj, kako sem to slabo naredila, a ne? Nepredstavljivo, ne? No, to se nam skozi dogaja, ne? Vidiš tako, in ko gledam zdaj povabilo, ali pa dečka, ali pa kjerokoli knjigo, si rečem, da je hitro naprej, ne? To stran hitro naprej, kam mi kaj ni všeč. Ampak, kar se zgodi po enem časovnem odmiku, ko ga imaš, recimo, da si lahko pa rečeš, to sem pa kar v redu naredila. Kar je to Tančka danes rekla, to sem jaz naredila. To pa res dobro, ne? En tak preskok se naredi in potem si dejansko lahko tudi priznaš sam sebi, se malo potrepljaš, pa si rečeš, vse kar v redu, a ne? Tako da, tudi tukaj pri tej knjigi sem kar zadovoljna, moram reči, no, tako da. Boš napisala še pravo umetnico? Lahko ti jo prinesem. Ne bom prava umetnica. Zdaj, jaz se imam kar sam za eno, mislim, ta umetnik, mislim, otroka, ne, najboljše, če je tak, če človek pristan in otroški in v našem zmešanem svetu najdeš razloge za to, da si vesel in da se družiš in vidiš lepe stvari, naprimer, kot ta šopek, koliko je to nekaj lepega in koliko imamo še zmeraj razlogov za srečo, kljub temu, kaj se dogaja, ne. Mislim, da si ne smemo dovoliti, da preveč stvari postane preveč samoumevnih, no. Tako, nekako v tem smislu razmišljam in čeprav se zdi naivno, no, sploh o tem, če pač spremljaš, kaj se dogaja po svetu, a ne, zdaj to vse. Ampak imamo otroke, imamo te mlade ljudi, ki bodo mogli naprej živeti in vseeno bi rada, da se prenese tudi ta veselje do stvari, do življenja, do aspiracije, optimizem, navdušenje, no. Da to ni samo nekaj, kar bi ciniki odpravili kot brez veze, a ne, ampak to je vsebina naših življenj, a ne. Vsak dan, kako ga preživiš, kako preživiš življenje in moraš vsak dan nekaj lepega si narediti in poiskati, čeprav je čisto majhno, a ne. Zato se mi zdijo tudi povabilo, ki je sam slikanica, pa čistko govori o nekih nepomembnih malih živalceh, ampak ne vem, iščejo lepoto in jaz iščem lepoto z njimi, no, tako da. Super, Maja, hvala lepa. To je odličen zaključek. Hvala lepa. Ste medtem razmislili o vprašanjih? Ste si jih prihranili za potem? Ok, pa prosim za en aplavz in še enkrat hvala vsem. Najlepša hvala.